Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema v podkastu na spletnem portalu domovina.je, ki bo tokrat posvečen prihajajočim ameriškim predsedniškim volitvam, ki bodo v torek 5. novembra, ko se bo odločalo, ko bodo Američani, več kot 300 milijonov jih je, niso pa vsi registrirani, tako da malce manj jih bo odločalo o tem, kdo bo novi ali pa stari predsednik ZDA, kajti republikanci seveda stavijo na Donalda Trumpa, nekdanjega predsednika med letoma 2016 in 2020, demokrati pa na Kamalo Harris, zdajšnjo podpredsednico odhajajočega Joea Bidena. O tem, kaj lahko pričakujemo neposredno na dan volitev, pa po volitvah, komu bolje kaže, kdo bo zagovarjal recimo temu bolj mirovno politiko po samih volitvah in kako bo igral na geopolitičnem zemljevidu in kako bo to vplivalo morda tudi na Evropsko unijo. O tem in še več se bomo danes pogovarjali z zelo zanimivim sogovornikom, doktorjem Igorjem Kovačem. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Raziskovalec nekdaj na Centru za mirovne in varnostne študije na Kalifornijski univerzi v San Diegu, zdaj raziskovalec na Centru za kibernetsko strategijo in politiko na Univerzi v Cincinnatiju. Predtem ste delovali tudi v Washingtonu, skratka ogromno izkušenj, mislim, da ste bili 6-7 let na delu v ZDA, pa morda preden začneva pogovor, kako vas je pravzaprav pot vodila preko luže, kakšne izkušnje ste si tam nabrali? Ja, najlepša hvala za vabilo. Pot me je vodila preko Dunaja. Na Dunaju sem magistriral iz mednarodnih odnosov na Diplomatski akademiji in tja sem šel z namenom biti praktik mednarodnih odnosov, se pravi, bodisi diplomat ali kaj bolj konkretnega, ne? Ampak tam sem ugotovil, da me zanima bolj kot vprašanje, kako se kaj naredi, zakaj se kaj naredi, se pravi, bolj to akademska sfera. In ker se v mednarodnih odnosih res na akademsko raziskovanje dela v ZDA, sem se pač odpravil tja, ker sem 2014 pričel z doktorskim študijom na Univerzi v Cincinnatiju in potem bil tudi pre-doc na George Washington University in tako naprej. No in potem sem v Cincinnatiju tudi doktoriral, ampak seveda je vmes prišel COVID in takrat leta 2020, to je bil, mislim, da 13. ali 15. marec, sem bil na enem izmed zadnjih letal, preden se je zračni prostor med obema kontinentama zaprl. In potem sem online, se pravi preko Zooma, tudi ubranil doktorsko dizertacijo. In tudi danes zdaj živite v Sloveniji, ne? Kako pogosto se še vračate v ZDA? Ja, ravno COVID je pripeljal nekaj, kar je mogoče veliko negativnega, ampak nekaj pozitivnega je pa tudi to, da se je akademska sfera raziskovanje in raziskovalci, zlasti tam, kjer je to možno, in družboslovje, mednarodni odnosi vsekakor sodi v to skupino, lahko delamo stvari vse remote. Se pravi, jaz se 2-krat na teden povežem z raziskovalnimi skupinami, kjer sem del, in predebatiramo stvari, praktično vse je zame na voljo online. Če slučajno kaj ni, rečem gospe knjižničarki in mi to digitalno pridobi v 24 urah, bodisi ali je to nek arhivski zapis iz mikrofilma ali karkoli, tako da praktično ni potrebe, da hodim kaj dosti čez lužo. Ja. Rekli ste, da kot mednarodnik, ne, da ste pravzaprav morali v Kalifornijo, da se tam opravlja resno raziskovanje. Ne morali v Kalifornijo, v ZDA. V ZDA. Ja. No, ampak zakaj? Recimo, kaj je tam drugače, kaj ste tam, da zdaj lahko rečete, pridobili, kar drugi v Evropi ne bi mogli? Rigoroznost. Se pravi, metodološka rigoroznost, kar se tiče znanstvenega raziskovanja, je v ZDA 2 razreda pred kontinentalno Evropo. Lahko konkretno pojasnite? Ja, seveda, se pravi, konkretno zastavljanje raziskovalnih vprašanj, kako postopamo pri samem procesu odgovarjanja na tega, kako identificiramo spremenljivke, odvisne, neodvisne spremenljivke in tako naprej. Ne gre zgolj samo za kvantifikacijo, se pravi številke in statistične metode, ampak gre tudi v samem kvalitativnem procesu raziskovanja, da mi vemo, če tukaj imamo neko neodvisno spremenljivko in odvisno, kako se ti dve povezujeta, kaj se tukaj more spremeniti, da se na tej strani tudi nekaj spremeni in kaj je vzročni mehanizem. In znanost
Definicija znanosti je sklepanje na podlagi vzročnih mehanizmov. In na kontinentalni Evropi vse preveč se znanost identificira kot deskripcija. Opis zmore vsak dvoleten otrok. Se pravi, potem takem je znanost samo neka hiperopisnost. To pa ni poanta znanosti. Poanta znanosti je tudi razlaga, je tudi napovedovanje in tako naprej. Tako da to pa zmoremo samo, če vemo, kaj so vzročni mehanizmi. In te lahko pa določimo samo, če so jasne spremenljivke. In ta rigoroznost, ta, bom rekel, metodološki okvir ti da izobrazba v ZDA, kjer kontinentalna Evropa močno peša. Zlasti, kar se tiče družboslovja. Ja, rekli ste, bili ste na enem zadnjih letal prek Atlantika, prednji Donald Trump zaprl zračni prostor. Tako. Zelo kmalu ste dobili klic iz kabineta predsednika vlade, vi ste bil 2 leti svetovalec za zunanjo politiko. Tako je. Ja, kot rečeno, ne vem, je bil 13. ali 15. Marec, sem priletel v Slovenijo, šel v karanteno za 14 dni in takrat me je ena novinarka poklicala, če bi lahko komentiral COVID dogajanje v ZDA. Hkrati je bila pa takrat ravno tudi menjava vlade v Sloveniji in sem tisti komentar naredil preko, mislim, da je bil Skype takrat. In potem sem takrat, mislim, da najprej dobil SMS, pa potem še klic državnega sekretarja, dr. Senčarja, in potem je sledilo vabilo za delo v kabinetu in seveda takrat sem bil jaz tudi v procesu pridobivanja službe v ZDA, ki pa so vse bile odpovedane, zato ker zaradi covida, vse univerze so odpovedovale službe in takrat je bil en tak limbo, kaj narediti, in seveda sem z obema rokama to priložnost zagrabil. Navsezadnje želja vsakega raziskovalca je, da bi bili muha na sestankih, ki jih potem v arhivih iščemo, in sedaj 2 leti mi ni bilo potrebno biti ta muha, in to je neizmerna zakladnica ali pa uvid v proces delanja politike ali pa mednarodnih odnosov, za katerega sem neizmerno hvaležen. Kako pa izgleda biti svetovalec, ne vem, Janeza Janše za zunanjo politiko? Zelo prijetno. Veliko dela, veliko dobrega dela. In to je to. Premaknimo se zdaj k predsedniškim volitvam. 5. november, torek. Zakaj torek? Zakaj Američani volijo vsak torek? Ja, iz zgodovine, se pravi, najprej mogoče preden greva na torek, zakaj točno torek, zakaj v novembru. Se pravi, decembra ali pa konec novembra je zima in včasih je bilo zelo težko potovati, ko je bila zima. Oktobra pa septembra se pa dogajajo tudi žetve. Torej, da so kmetje pa ljudje v odročnih krajih lahko šli v urbana središča, v glavna mesta opraviti svojo volilno dolžnost. To je bilo včasih precej težje. Ja, seveda, tako, so se odločili, da je mogoče termin, ki je najbolj ustrezen za to, nekje začetek novembra. In potem prideva na konkreten dan. V nedeljo je seveda potrebno opraviti bogoslužje, in potem v ponedeljek so lahko potovali, v torek so lahko oddali glas in se takoj podali na pot nazaj, da so v sredo, ko so se trgi odprli, že lahko prodajali svoje izdelke, poljščine in tako naprej. Tako da to je zelo sociološko, zgodovinsko pogojeno. Nekatere države danes v ZDA imajo dela prost dan, nekatere države dajo na voljo tudi 2 uri podaljšano malico, dajmo reči po domače, se pravi, dajo na voljo 2 uri svojim državljanom, da grejo na volišča in tako naprej. Tako da zvezne, vsaka država pač malenkost drugače to ureja, hkrati so vse države tudi podaljšale rok predčasnih volitev, tako da vse države na takšen ali pa drugačen način grejo naproti volilcem zato, da bi omogočili, da čim več volilcev pride na volišča. Ampak moraš biti pa registriran volilec, da greš lahko voliti v ZDA. Zdaj mislim, da je koliko, 320 milijonov je zdaj uradno število prebivalcev, nekaj 10 jih je še verjetno ilegalno, pravijo, ampak koliko pa je registriranih, ki dejansko odločajo? Spet zavisi od države do države, pravila so malenkost drugačna, ponekod se
moraš registrirati kot član ali pa pristaš neke stranke. Ponekod je tudi ta independent, se pravi neodvisen, opcija neodvisen. Ponekod se lahko registriraš tudi na sam dan volitev, ponekod pa ne. Se pravi, pravila so spet različna od države do države, kar se pa mogoče nelegalnih ljudi tiče. Ravno kar imamo primer v Virginiji, kjer so ugotovili, da je 1600 ljudi nelegalno na volilnih seznamih. Kako so tja prišli je, da so bili to tujci, ki so, tako kot jaz recimo, ki so zaprosili za vozniško dovoljenje. Tudi jaz sem imel vozniško dovoljenje v ZDA. In potem je volilna komisija, ko je pridobivala podatke iz registra vozniških dovoljenj, po pomoti vključila tudi ljudi, ki so se samo identificirali kot tujci pri pridobivanju vozniških dovoljenj. Se pravi, v Virginiji konkretno gre za 1600 ljudi in guverner Virginije sproži postopek, da morajo odstraniti teh 1600 ljudi oziroma da se mora te 1600 ljudi javiti oziroma razjasniti, ali so v tem času pridobili državljanstvo in s tem pravico, da lahko volijo ali ne. In sedaj je tudi spor, ker je potem federalni sodnik v Virginiji rekel, da ne, da Virginija tega ne sme storiti, se pravi, volilna komisija v Virginiji tega ne sme storiti in se pravi, stvar gre naprej, bomo videli, kako se bo to razpletlo, ampak dejstvo, kar vse to govori, je dejstvo, da ne bom rekel, da vlada nek kaos, ampak registri recimo iz DMV-ja, se pravi iz popisov vozniških dovoljenj in drugih registri niso vedno vse usklajeni. In vsaka zvezna država mora poskrbeti za varnost in integriteto volitev. In Georgia je ravno to storila po letu 2020 in še nekatere države tudi. In to je ta debata, ali je potrebno ob volitvi, ob oddajanju glasu osebni dokument ali ne. Kar je, mislim, da vsakemu normalnemu volilcu tudi v Sloveniji jasno, da je to potrebno. V ZDA, v nekaterih zveznih državah to ni potrebno. Samo rečeš, da si... So preveliki tradicionalisti, zakaj tega ne spremenijo? Ja, seveda, če bi bil zloven, bi rekel, tam, ki to ni potrebo, je pač to ustreza trenutni volilni garnituri. Ampak ja, seveda, lahko se sklicujemo na tradicijo in na sveto pravico, da vsak odrasel državljan ima pravico do voliti svoje predstavnike. Ko ste ravno omenili nepravilnosti, Donald Trump itak še vedno vztraja, da so bile tiste volitve konec leta 2020 ukradene. A je možnost ukrasti volitve po vašem ZDA? Ja, vedno težje. Vedno težje. 2016, če se spomnite, so bile debate glede ruskih hekerjev. Tako, potem smo ugotovili, da vse te mašine niso bile, da niso priklopljene na omrežja. Potem smo ugotovili tudi, da bi bile lahko predprogramirane in tako naprej. In to je bilo nekako sanirano. Potem 2020 so bile te drugi incidenti, ko je bila poplava, bom rekel, teh early votes, se pravi, ali pa mail-in ballot, se pravi, da so ljudje oddali glasove kar preko pošte. In so tudi našli določene glasovnice ob cestah. In tako naprej. Spomnimo, te glasovnice so bile večinoma namenjene takrat Joe Bidenu. Tako je, ampak seveda težko je zdaj analizirati določene stvari, ampak določene analize so pokazale, da te glasovnice verjetno ne bi v tisti državi, se pravi konkretno Michigan, ne bi spremenile rezultata. Je pa dejstvo, da samo 42,000 glasov je ločilo Donalda Trumpa od Bele hiše 2020, se pravi 42,000 glasov skupaj v Georgiji, Wisconsinu in Arizoni je takrat odločilo. In to je izredno, izredno malo za ameriške razmere. Spomnimo pa se tudi primerov iz 60-ih, to so dobro dokumentirani primeri, kako so recimo mrtvi ljudje volili, ki še niso bili odstranjeni iz registra, volilnega registra in se spet vračava na tisto, ali je volilni register usklajen tudi z registrom, kako je register umrlih oseb, ali ne vem, kako se temu reče, Se pravi,
koliko ljudi je tam na pokopališčih, a hkrati še vedno obstajajo v volilnih registrih in potem nekdo namesto njih. Kdo je volil v njihovim imenu, če so bili mrtvi? Ja, to zdaj ne želim iti po poti conspiracy, se pravi teorije zarot, ampak določene stvari so relativno dobro popisane. Gre za čikaško podzemlje, ki je takrat zagotavljalo podporo določenim političnim strujam in potem jim tudi na ta način pripomoglo k temu. Prej greva naprej, vedno je to zgodba med demokrati in republikanci, ki se skozi ameriško zgodovino kar nekako relativno enakovredno izmenjavajo na oblasti. Tretje struje ni, tretjega stebra ni, libertarci sicer nikoli ne pridejo zraven. A je to sploh mogoče v ZDA po obstoječem sistemu? Enkrat so bili zelo blizu in to je bilo malenkost pred Prvo svetovno vojno, v tisto desetletje prej, ko je Theodore Roosevelt znova želel kandidirati, je bil izjemno blizu, da bi mu to uspelo. V zadnjem obdobju enostavno ameriške volitve so logistično, se pravi, gre za v bistvu ne za ene volitve, ampak gre za 50 različnih volitev v 50 zveznih državah in še DC. Se pravi, gre za logističen zalogaj, gre tudi za denaren zalogaj in to je težko vzpostaviti. In mislim tudi, da se pa tudi te, bom rekel, potencialne alternative lotevajo stvari napačno. In sicer se lotevajo top-down, se pravi, želijo nek preboj na predsedniških volitvah narediti. Sam mislim, da realna možnost tretje stranke bi teoretično obstajala, da bi organsko zrasla iz nekega centra iz odspodaj navzgor. Bi bila najprej kongresnike. Tako, se pravi, pa da bi se fokusirali na eno državo. Zelo blizu je bil temu New Mexico. Ali pa recimo Vermont je znan po tem, da neodvisne senatorji in kongresnike zelo rad vodi, seveda iz tam Bernie Sanders, ki potem je v bistvu bolj demokratski, kakor demokrati sami, ampak izhaja iz tradicije independence v Vermontu ali pa New Mexico, takrat je bil Bill Richards, mislim, da je bil takrat guverner kot libertarc. Se pravi, obstaja možnost, teoretično obstaja možnost, se pa to izjemno težko. Sam bi se lotil drugače, iz odspodaj navzgor. Teoretično, če republikanci ne bi želeli Donalda Trumpa imeti za svojega kandidata, ne vem, če bi se zdaj Trump podal, ne vem, na neki drugi listi, bi imel možnost? Ja, seveda bi imel, zato ker mislim, da je on to uspel leta 2016. Jaz mislim, da je bil on v bistvu third party candidate leta 2016. Se pravi, ko je 2016 kandidiral, je imel velik upor znotraj republikanske stranke, znotraj struje, bom rekel, neokonzervativcev. Religious right mu ni bil naklonjen, se pravi, in takrat je v bistvu on začel s to, bom rekel, preobrazbo republikanske stranke, ki je zrasla danes v nekaj popolnoma drugače, kot smo jo poznali 15 let nazaj. Se pravi, republikanci so postali blue collar party, se pravi, so postali stranka delavcev, ni več to demokratska stranka. Demokrati so postali stranka elit, finančnih in drugačnih elit, izobraževalnih elit na obeh obalah. Kako se je odnos med obema strankama ali pa nekako politična ideologija spreminjala skozi zadnjih 20-30 let? Zdaj, če se spomniva 90-ih let, je tudi tukaj pri nas veljal en pregovor, da sicer imamo demokrate in republikance, ampak da sta obe stranki za evropske razmere bolj desni kot pa levi, če se spomnimo Billa Clintona. No, zdaj je zadeva verjetno pri demokratih drugačna, so se precej v levo pomaknili in zdi se nasploh, da se je družba ameriška razklala. Včasih je to zelo podobno kot pri nas v Sloveniji. Ja. No, tri stvari mogoče. Prvič, Clinton je naredil demokrate to become the best Republican party there is. To je ta hec, ki smo mu rekli, se pravi, da so demokrati s Clintonom postali najboljša republikanska stranka. Absolutno je obstajalo in še vedno obstaja veliko politik, ki lahko rečemo, da velja ne samo v ameriški politiki, ampak v ameriški družbi relativno velik konsens. Recimo pravica, to, kar se recimo tudi postavlja v današnji tekmi,
pravica do splava. Ne? Se pravi, blizu 85% Američanov meni, da v tretjem tromesečju temu razen res velikih izjem naj to ne bi bilo dovoljeno. Ne? Se pravi, to gre za veliko strinjanje, velik konsens. Ne? Potem tudi, če se vpraša Američane, 75% jih meni, da so nezakonite migracije nesprejemljive. In tako naprej. Se pravi, znova nekaj, kar je danes zelo relevantno. Se pravi, obstajajo politične vsebine in stališča, ki seveda jih potem vsaka stranka vleče in tweaka v svojo smer in izmaliči v svojo smer, ampak ko se postavi takšna vprašanja, veljajo nek splošen konsens. Tudi kar se tiče mednarodne politike, je bil nek konsens, tako imenovani bipartisan consensus, in tudi še vedno velja v določenih temah ta konsens. Se pravi, znova bi rekel, da politika za voljo generiranja podpore pri neki svojih bazi in da galvanizira ljudi in volilce, se pravi, izkrivlja neka stališča sebi v prid. Če se pa stališča malenkost drugače postavijo, oziroma vprašanje drugače postavi, pa vidimo, da tukaj vlada nek zdrav družben konsens. In to je dobro. To je dobro za stabilno ZDA in na tem se da graditi in na to je potrebno izpostavljati zlasti v luči tega o zaostreni retoriki. Ne? Ampak to zmerjanje s fašisti, komunisti, ne? To ni bilo v navadi pred 20 leti. Ne, definitivno ne. In to seveda to ni dobro, ne? Zlasti zato, ker potem zmanjka besed za pravega Adolfa Hitlerja. Vemo, da Kamala Harris in drugi demokrati so s prstom kazali na Trumpa, oziroma še vedno kažejo, to je Hitler. Ne? Mislim, lahko se midva ne strinjava glede načina. Je to del globalnega trenda, kar se v ZDA dogaja? A smo mi kopirali zdaj Američane pri obmetavanju s takšnimi izmerljivkami, s tako ideološko takšno razklanostjo, ki je prej nismo poznali? Ja, definitivno je tukaj nekaj imitatorstva. Ne? Zlasti bom rekel, če gledamo malenkost časovnega zamika, je pa mogoče dejstvo, da v Sloveniji vlada hkrati tudi nek antiamerikanizem in si mogoče tega tudi ne želimo najbolj priznati. Ampak poanta je, nam zmanjka besed potem za pravega Hitlerja, če zmerjamo nekoga, kot je Donald Trump, ki ima mogoče zelo neprijetno retoriko, morda žaljivo retoriko, ampak Donald Trump ni dal pobiti več milijonov ljudi. Ne? Se pravi, moramo izbrati pravilne besede, zato ker besede imajo posledice in ko smo videli, ne, če je Donald Trump Hitler, a kdo ne bi šel nazaj v leto 35 pa Hitlerja pospravil, a ne, zato da bi z vedenjem, a ne, se pravi, da bi se ognal moriji, verjetno bi in posledično, ne, to je privedlo tudi, ne samo, se pravi, to ni bil zgolj in samo razlog, ampak tudi tako, ne, to je bil tudi eden izmed razlogov, ne edini, ampak tudi eden izmed razlogov, da smo imeli 2 poskusa atentata, ne samo enega. Ok, če Trump torej ni Hitler, kot pravijo demokrati, a je Kamala Harris skrajna levičarka, kot pravi Trump? Določena stališča definitivno bi na nekem polu ali pa bi jo uvrstili na skrajno levičarstvo. In definitivno, ko je bila Kamala Harris v Senatu, je bila ocenjena na podlagi svojih stališč in glasov kot najbolj leva senatorka v obdobju. Ne? Se pravi, nekaj je na tem, je pa dejstvo, ne, da se je, tako kot sem prej omenil, republikanska stranka spremenila, se pravi, da je postala stranka delavskega razreda, z Donaldom Trumpom postala je tudi bolj vključujoča, vedno več temnopoltih ljudi voli republikansko stranko, vedno več Hispanic, se pravi ljudi s poreklom iz Latinske Amerike, voli republikansko stranko, tudi vedno več žensk. Se pravi, Donald Trump je bil je drugače utemeljil republikansko stranko. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi pri demokratih. Prej sem omenil splav v tretjem tromesečju, ne?
Spomnite se samih izjav Baracka Obame in Joea Bidena samo leta 2008. Ne. Teh izjav in teh politik tam takrat ni bilo. Se pravi, so se na določenih temah, kot je recimo kot je recimo migracija, kot je recimo odnos do Izraela in tako naprej, so se pomaknili močno v levo in zato tudi vidimo nek odpor nekih, bom rekel, tradicionalnih demokratov iz urbanih okolij, se pravi finančnih demokratov. No. Pa ko ste ravno omenili Izrael, ne moremo pa mimo dejstva, da marsikaj se v Ameriki spreminja, ampak demokrati in republikanci oboji podpirajo Izrael. Ostaja največji zaveznik Izraela, tudi zdaj, ko tam poteka vojna. Zdaj mislim, da so neki podatki prišli v javnost, da je ta židovski lobi tudi eden največjih financerjev demokratske stranke v resnici. Ja, seveda, to je znana skupnost, znana nevladna organizacija, ne, v ZDA. Ne. Ampak ja, seveda, ZDA navsezadnje tudi ob zadnjem napadu Irana z balističnimi raketami so ZDA priskočile na pomoč Izraelu. Pozdravile eliminacijo vodje Hamasa. Tako, ne, se pravi, when push comes to shove, tudi demokrati naredijo to, kar je potrebno narediti. Ampak, da smo v sami taki situaciji, ne, je pa kriva zadnja administracija 4 let, ne, se pravi Biden-Harris administracija, ki je umaknila vse sankcije strani od Irana, vrnila možnost Iranu, da je pridobil denar, da je začel znova financirati s Hamas, Hezbolah, Hutije in tako naprej. Se pravi, ta appeasement, se pravi popustljivost, želja pri, bom rekel, vključevanju Iran v neke mednarodne režime, ko se je pa vendar že v preteklosti izkazalo, da je Iran goljufal, da vse, kar razume ta regija, razume moč, in to nam govori tudi zgodovina, je v bistvu to zelo naivno. Ne. Ko človek gleda, kako se odhajajoči predsednik Joe Biden premika že kar nekaj časa, ne, je težko verjeti, da je on tisti, ki vodi Belo hišo. Je že zdaj Kamala Harris tista, ki upravlja, ali je to kdo drug iz ozadja? In kako je mogoče, da so demokrati sploh najprej poskušali z Joeom Bidenom? Ne želim špekulirati, kdo upravlja in tako naprej, ne, zato ker nimam nikakršnih informacij. Je pa dejstvo, da to ni Kamala Harris, ker je preveč zasedena trenutno za kampanjo. Se pravi, to definitivno ona sedaj ne, ampak Joe Biden je tudi rekel, da bo one-term president, da bo transition president. Se pravi, on že leta 2019 ob kampanji in 2020 ne, napovedal, da bo on samo en mandat. In potem je nekako, ne bom rekel požrl to besedo, ampak seveda slast moči. Henry Kissinger je enkrat rekel, da power is the ultimate aphrodisiac. Ne. Se pravi, moč je največja možen afrodizijak. Se pravi, ko enkrat okusiš moč, je težko to spustiti in seveda se je potem Joe Biden, nekateri trdijo, da zlasti njegova družina, zlasti v luči postopkov, ki se peljejo proti njegovemu sinu Hunterju, ne, da so ga prepričali, da mora ostati za voljo pozicije in beneficij družine. In zanimivo dejstvo je pa, kdaj so ga demokrati dejansko šli menjati. Ne takrat, ko je bilo že vsem na očem, da vidimo nek kognitivni padec, ko vidimo nek tudi fizični padec. Niso ga takrat šli menjati. Menjati so ga šli, ko je bilo očitno, da ne more potegniti voza, da ne more zagotoviti moči, da ne more zagotoviti zmage. Ne, se pravi, šele junija. Po tisti klavrni debati. Tako, ne, se pravi, demokrati so načeloma sprejeli tudi to odločitev Joe Bidena, da gre navkljub temu, da je 4 leta nazaj govoril, da bo transition president, ne, da gre še enkrat v boj. Ne. In šele, ko je bilo očitno, da ne bo mogel, so ga zamenjali. Se pravi, je tukaj, če se vrnemo na tisto prvo vprašanje o znanosti, ne, se pravi, razlagalno moč, vzročni mehanizem je slast, želja pomoči in ko so videli, da tega ni, so šli menjati. Smo sicer več ali manj navajeni, da ameriški predsedniki kar obdržijo oblast po prvem mandatu.
neko pravilo je, ni pa bilo vedno uresničeno, konec koncev Donald Trump tega ni uspel obraniti leta 2020. Če bi zdaj bil izvoljen, bi bil šele drugi ameriški predsednik, ki bi mu to uspelo. Ne? Tako je, ja. Glover Cleveland ob koncu 19. stoletja je bil prvi, se pravi, imel en mandat, izgubil volitve, pa čez 4 leta šel znova in potem zmagal. In se pravi, če Donaldu Trumpu v torek uspe, bo potem šele drugi predsednik. No, ko je Kamala Harris vstopila v to predsedniško tekmo, so se ti trendi obrnili za demokrate močno navzgor. Vodila je do pred kratkim tudi po vseh javnomnenjskih raziskavah, ali pa vsaj tistih, ki so bolj naklonjena tradicionalno demokratom. Zdaj se je ta razlika zmanjšala tudi v teh medijih, ne, pravijo, za Harrisovo bi volilo 48%, za Trumpa pa 47%. To je poročal Reuters. Ja. Ampak videti je pa po spletu, po socialnem omrežju X ogromno različnih nasprotujočih si informacij, nekatere raziskave pa kažejo gladko zmago Trumpa. Komu zdaj verjeti? Kakšna je resnica? Ja, resnica bo jasna v torek. Se pravi, odločili bojo volilci, ki bojo prišli na volitve v torek. No, ampak zdaj mogoče najprej glede teh javnomnenjskih anket, pa mogoče potem še trajektorija Harrisove. Vsaka javnomnenjska anketa temelji na nekem vzorcu in seveda njen rezultat je odvisen od tega vzorca. Naravno je, da spet znanost, ne, želimo odkrivati resnico, resnične vzročne mehanizme, želimo, da je ta vzorec čim bolj podoben realni populaciji. In ker vemo, da na različne načine ne bomo mogli dobiti določenega dela populacije, potem znanstveniki oziroma statistiki dajo določene uteži na določen tip prebivalca, recimo na temnopolte ljudi. Ali pa jih v sam vzorec, recimo namesto 10%, kot jih je v populaciji, probajo kontaktirati 20%. Kaj se zgodi, če jih namesto 10% odgovori 15%? Se pravi, imamo oversampling določene populacije. In veliko teh anket ima težave s tem, da oversamplajo določene tipe populacije in zato močno izkrivijo realno stanje. In zlasti se je to dogajalo v 2016-2020. Če pogledamo 2016, na današnji dan je imela Hillary Clinton približno 4% prednosti, kar se tiče popular, se pravi absolutnega števila glasov, potem je zmagala za 2%, se pravi za polovico manj. Joe Biden je imel med 7 in 8% razlike, pa je zmagal, kar se tiče tega spet nacionalnega štetja glasov, tam okoli za 4%. In vedno znova zato je dobro, da vzamemo povprečje vseh javnomnenjskih raziskav. Zato, ker vsaka javnomnenjska raziskava je metodološki približek. In da se še bolj lahko približamo realnemu stanju, moramo vzeti povprečje. In trenutno v povprečju, kar se tiče nacionalne popular vote v ZDA, vodi Donald Trump. Ne sicer za veliko, ampak to je prvič, tako leta 2016 kot 2020, da Donald Trump teden dni pred volitvam vodi, kar se tiče povprečja javnomnenjskih raziskav. In še več, vodi v vseh tako imenovanih swing states. Ključnih državah, nihajočih državah. Tako, v 7 državah. Se pravi, če vzamemo povprečje javnomnenjskih anket po teh državah, je Donald Trump v prednosti pri vseh teh. So se nekaj naučili? So ankete bolj točne? No, to je zdaj vprašanje, ki bomo videli v torek. Določene ankete vemo, da so garbage, da so smeti. Spomnim se, prav natančno sem šel gledati eno anketo, ker mi je zares ni imela smisla, namreč ena anketa je pred tedni kazala Kamala Harris +3 v Michiganu, v Pensilvaniji pa Trump +3. Se pravi, te dve državi sta si sila podobni. Ne moreta glasovati, bosta glasovali z roko v roko, kar ti neka naravno zdrava razumska logika govori, ne bosta glasovali disperzno. In sem šel gledati v metodo, to, kar je bilo dostopno, in je bilo jasno, da so za 4% oversamplali Party ID demokrate v Michiganu. Kar je meni zanimivo iz tega Reutersovega poročanja, je pa, da so pa ljudje na isto vprašanje v tej anketi
oziroma na neko drugo vprašanje v tej isti anketi, in sicer kdo ima boljši pristop do gospodarstva, brezposelnosti in delovnih mest, izbrali Trumpa v 47%, 10 odstotnih točk manj pa je dobila Harrisova. Ne? Se pravi, gospodarstvo, brezposelnost, delovna mesta, a ni to tisto, kar je najbolj pomembno? Ja, dodal bi še inflacija, ilegalne migracije, kriminal. Zakaj potem sploh vprašanje? To se dotika, kaj je pot Kamale Harris k zmagi. Pot je tisto, kar sem prej rekel, vprašanje splava. Pot je Donald Trump je enako Adolf Hitler. Se pravi, pot je, da galvanizira bazo ljudi, zlasti mlada dekleta, zlasti tiste pod 35, ki morda grejo prvič na volišča. Se pravi, to je demografska skupina ljudi, ki jih targetira, zato Michelle Obama, zato Beyoncé, zato Taylor Swift. A so potem na drugi strani starejši beli moški? Ne samo, ker vidimo porast tudi črnih moških, ki volijo za Trump, in to gre v nos kampanji Kamale Harris, ki proba nagovoriti tudi temne moške, se pravi črnce, in tako naprej. Se pravi, republikanska stranka postaja vedno bolj raznolika, medtem ko Kamala Harris more to svojo bazo pripeljati na volitve, zlasti v 3 državah, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Če brez teh držav, se pravi, to je edina pot za Kamalo Harris, da zmaga. Ona more zmagati v teh 3 državah. Če zmaga, potem je nova predsednica ZDA. In ona vidi, njena kampanja je ocenila, da edina pot do te zmage je demonizacija Trumpa in vprašanje splava, da izpostavlja vprašanje pravice do splava. Oprostite, meni potem to izgleda, kot da Trump stavi na to, da bodo ljudje bolje živeli, Kamala Harris pa na ideologijo. Ja, vedno znova so tudi Kamali Harris postavili točno ta vprašanja, kar se tiče ekonomije in tako naprej. In tukaj je ravno bila izjemno slaba, ker nikoli ni znala zelo jasno in decidirano povedati. Ampak najboljše pa je to, da tisto, pa, kar je povedala, je bilo pa v bistvu zelo slično temu, kar zagovarja Donald Trump. Od tariffs do odnosa do housinga, se pravi, da bi bila neka subvencija za housing za mlade družine in tako naprej. Se pravi, veliko je tega posnemanja, ker je videla in zlasti v tem 3 državah, ki so države tako imenovanega Rust Belta, ker je veliko modrih ovratnikov, se pravi delavstvo, ne, se pravi, do njih more tudi pristopiti in zato tudi izbor takih politik. Lahko se strinjava, da Harrisovo zelo bremeni, da je pač del te Bidenove administracije, v času katere je inflacija poskočila nad 9%. Vi ste rekli, ne, da smo priča tako imenovani K obliki gospodarske rasti. Ja, se pravi, K oblika, če si predstavljamo črko K, ne, da eni grejo gor, drugi grejo pa dol, ne, se pravi, da je ne enakomerno porazdeljena. In tukaj je neka skupina ljudi v nekih branžah, a ne, v ZDA, ki jih določeni ukrepi in politike trenutne administracije so izjemno prizadeli in ni bilo odboja po covidu, ne. In to je leta 2016 so jih imenovali The Forgotten Men and Women, ne, se pravi pozabljeni ljudje, ali pa mogoče ekonomisti bi temu rekli poraženci globalizacije. In teh je ogromno ravno v tem Rust Beltu, v teh 3 državah, kot sem omenil, ne. In tam ljudje močno občutijo inflacijo, ki ne gre samo za to, koliko je trenutno, ki je dejansko šla dol, ampak to se akumulira, ne. In skozi zadnja 4 leta je ta akumulativni učinek inflacije neizmerno velik, zlasti za nekoga, ki mu plača prvič praktično ni rasla, ali pa še celo več je bil odpuščen zaradi tega, ker njegova recimo tovarna oziroma obrat, kjer je delal, se je zaprla zaradi različnih ukrepov te administracije. Opozorili pa ste v enem izmed intervjujev na povečan kriminal, ne? Da je tukaj tudi Bidenova administracija. Ja, seveda, in to je korelacija z ilegalnimi migracijami. Ne? Vidimo, in tukaj je znova statistika, kako je že laž, večja laž statistika. Ne? In je FBI je
do nedavnega trdil, da kriminal ni v porastu, ampak potem pa, ko smo videli, kaj so šteli kot kriminal in kaj ne, pa vidimo, da so urbana središča izključili iz statistike. In znova potem, če damo to noter, vidimo porast in vidimo tudi, če tudi je mogoče anekdotno ali pa, bom rekel, sporadično, ampak vidimo nekaj, kar je nesprejemljivega, pa kar nismo videli 10 let nazaj. Ne? Se pravi, da venezuelske tolpe zavzamejo cel blok v Koloradu in tako naprej. Ne? Če se še malce vrnemo k Donaldu Trumpu, zdaj očitno mu javnost priznava, ne, da bi njegova vladavina bolj blagodejno vplivala na gospodarstvo, na zaposlenost, ampak očitno imajo težave s tem, kar Donald Trump je kot osebnost, kako nagovarja, ne nazadnje sodni postopki. Kako obremenjujoče to je za Donalda Trumpa? No, mogoče najprej zadnje. Ni nič obremenjujoče. Ljudje točno vejo, kaj dobijo z Donaldom Trumpom. In everything is baked in, kot se reče. Se pravi, že noter v sami juhi Donalda Trumpa. Ne? Se pravi, ljudje, ki bojo volili za Donalda Trumpa, oni vedo, kako on govori, oni vedo, v kakšnih postopkih je, in zato tudi to, ko so začeli sprožati leto dni nazaj vse te postopke, ni imelo popolnoma nobenega vpliva na njegovo priljubljenost. Zato, ker so ljudje, volilci, sprejeli, to je Donald Trump, hkrati so pa razumeli in uvideli tudi v neke postopke, ki so bili sedaj ovrženi in se je pokazalo, da ne samo nepravilno vodeni, ampak več njih izvitih iz trte. No, ampak kar se tiče pa mogoče še tega ekonomije in Donalda Trumpa, njegov rekord je rešil COVID. Ker nismo še učinke tariff, ki jih je dal na kitajske izdelke in izdelke drugih držav do leta 2020, se pravi od leta 2018 naprej, njihov učinek še nismo izolirali. In ne vemo, kakšen je bil ta učinek na inflacijo. Obstaja nekaj študij, ki kažejo, da je ta politika tudi prispevala k višji inflaciji, sicer ne prav veliko, ampak so se te učinki skrili v sam COVID. Ne? In ključni očitek Wall Streeta ali pa finančnikov za Donalda Trumpa je, kako bo on vse to plačal. Ali bo vse te svoje programe, ki jih obljublja in tako naprej, in hkrati obljublja tudi nekako pot k balansiranju proračuna, kako bo on to vse združil, kako bo on to vse plačal, račun se ne izide, se pravi, nekje bo moral popustiti. Ne? Če vas takole izzovem, bi bila zmaga Donalda Trumpa poraz za demokracijo, kot bi to pomenovali demokrati, pa kakšni njihovi somišljeniki v Sloveniji, ali zmaga za demokracijo z vidika, da pač da so ljudje dojeli, pod kom bi ali so živeli bolje? Jaz bi rekel, da vsak rezultat volitev, če je ta rezultat pristen. Če govorijo samo o Donaldu Trumpu. Ja, je to zmaga demokracije. Se pravi, če je ta rezultat pristen, se pravi, da ni produkt nekih mahinacij in ali pa da so, bom rekel, lažne volitve, kot smo jih še vedno priča v totalitarnih državah. Ne? Se pravi, če so relativno poštene, ne, je to zmaga demokracije, ne glede na to, kdo zmaga. To je poanta demokracije in da sprejmemo. In Donald Trump je bil 2020, ne, je bil poražen, sam je mislil, da nepravilno poražen in mogoče celo utemeljeno tako misli, ampak konec koncev je on se stopil z oblasti. Ne? In to je glavni argument. Veliko težav, ne? Ja, ne z veliko težav. Uporabil je vsa pravna sredstva, ki jih je imel, zato da bi se obdržal na oblasti. Absolutno. Ampak vemo, da ga krivijo, da je našuntal svoje podpornike, da so vdrli v Capitol. Ne? Ja, ampak ne gre za to. Gre za to, kako je on poizkušal spremeniti glasove elektorjev. Ne? Se pravi, da bi jih na podlagi nekih glasovnic, neveljavnih glasovnic iz 3 držav, ki sem jih omenil, Georgia, Michigan
Georgia, Wisconsin in Arizona, da bi potem te elektori, ki potem izvolijo in potrdijo predsednika, glasovali drugače, kot so njihove države jim nekako dale. Ne? Se pravi, uporabil vsa pravna sredstva, ki so mu bila na voljo, in potem je 20. januarja odšel. Ne? Ni povzročil državljanske vojne. Če bi bil diktator, bi se oklepal tega prestola. Poglejte vse diktatorje, od Gaddafija in tako naprej, ne grejo stran. Ne? Donald Trump je šel in se potem sedaj vrača. A mu bo uspelo ali ne, bomo videli. Ampak on ni poslal vojske na cesto, da bi uzurpiral moč. Če se zdaj vrnemo k državam, ki bodo odločale, sami ste jih prej imenovali: Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada, Severna Karolina, tako imenovane swing states, kjer ni nobena stranka, nima tradicije v tej državi, da bi venomer zmagovala. V zadnjih letih smo priča, ko govorimo o 4 najbolj naseljenih zveznih državah, ne, da sta 2 rdeči, 2 modri, spravi New York, Kalifornija, pa na drugi strani Florida in Teksas. V katerih državah, nekaj ste jih že omenili, lahko pride po vaše do presenečenja? Zdaj Arizona je bila prej modra, zdaj pravijo, da bo rdeča. Kje lahko pride do največjega presenečenja tukaj? Ja, Joe Biden je v 3 državah, Georgiji, Wisconsinu in Arizoni, zmagal skupno za 42,000 glasov. Arizona in Georgia danes v povprečju teh javnomnenjskih raziskav v zveznih državah, tam vodi Donald Trump približno za 2%. Če pogledamo tudi te države, pa če dodamo tem državam še Severno Karolino, tudi kar se tiče early voting, se pravi zgodnjega glasovanja, bodisi po pošti ali pa fizično, republikanci vodijo. Se pravi, ponavadi, tradicionalno je bilo, da je ta early voting pa mail-in voting, se pravi po pošti pa zgodno, da gredo ljudje prej na volišča, pripadali močno demokratom. Se pravi, govorimo o 75% za demokrate. Danes, se pravi, na teh volitvah, tam za 1% ali 2% tudi na zgodnjih volitvah vodijo republikanci. Tako da tam v temu Sun Beltu, kot se reče, se pravi, v sončnem pasu, je zelo težko videti presenečenje. V Rust Beltu, se pravi v pasu Arje, ne, se pravi Michigan, Pensilvanija in Wisconsin, samo Pensilvanija ima podatke glede kako so ta early voting, zgodne volitve potekajo, kar se tiče strank, in sicer tam demokrati še vedno vodijo 60-30, je pa dejstvo, da so republikanci to zmanjšali iz 20 na 30, se pravi, republikanci se zajedajo, oziroma več republikancev je prišlo na zgodne volitve tudi v Pensilvaniji kot leta 2020. Ne, se pravi, se ta razlika manjša in na to upa v kampanji Donalda Trumpa, da je to nek pokazatelj, da bo zmagal v Pensilvaniji in potem zmagal tudi vse volitve. Presenečenje bi bilo, recimo, da bi Donald Trump hkrati zmagal tudi v državi, recimo, kot je Virginia ali New Hampshire ali pa celo Minnesota, ali pa da bi osvojil enega izmed elektorjev iz Nebraske ali Maine. Maine pa Nebraska sta edini 2 državi, kjer glasujejo, ali pa elektori se delijo po proporcionalnem sistemu. In v Nebraski 2, to je okolica Omahe, tam približno za 7% danes vodi Harris. Morda tam to je presenečenje bi bilo presenečenje, če Trump zmaga. Na drugi strani pa karkoli sem rekel, se pravi v tem Sun Beltu, se pravi v pasu sonca, če tam Kamali Harris uspe katerokoli državo zmagati, se pravi bodisi od Nevade do Arizone, Georgia, Severne Karoline, že to bo presenečenje. Kot rečeno, njena glavna pot vodi skozi 3 države ob velikih jezerih. Ker smo že skoraj pri koncu, na kratko, nekatere države so ali povsem rdeče ali pa povsem modre in to je tradicija in lahko jim rečejo, da so globoko v tej barvi, da presenečenje ni možno. V Kaliforniji recimo od leta 88, mislim, da ne, ko je Reagan tam zmagal, Teksas je republikanski, ne vem.
Nova Mehika je zanimiva, ker je nekoč bila republikanska, zdaj pa globoko modra. Ne? Kako ena država, ki je tradicionalna, sploh lahko spremeni barve? Taki primeri niso znani v zadnjih letih. Ja, gre za preseljevanje ljudi, ki se selijo zaradi služb, pa zaradi drugih stvari. In tudi Florida, recimo, je bila včasih swing state, se pravi, taka, ki gre lahko levo ali desno, danes je to globoko rdeča. Colorado, obratna smer, se pravi, je bil rdeč, zaradi priseljevanja ljudi, zlasti iz Kalifornije, je postal globoko moder. Nekaj se dogaja tudi v Teksasu in vedno znova demokrati kažejo s prstom na Teksas, da ji bo morda uspelo to make it purple, se pravi, dajmo ga narediti vijoličnega, se pravi, mešanica modrega in rdečega, se pravi, dajmo ga narediti swing state. Ne. Do zdaj jim ni to ratalo, mogoče je tukaj najbolj povedna bo bitka za senat, kjer senatsko mesto brani Ted Cruz. Razlika med njim in demokratskim izzivalcem je samo 1%. Na to stavijo v demokratski stranki, zato je tudi Kamala Harris imela nedavno veliko zborovanje v Teksasu. Ali pa recimo primer je New Hampshire, kjer je bil znova swing state. Danes New Hampshire ni več swing state zaradi priseljevanja ljudi iz Massachusettsa gor in je postal moder, se pravi demokratski. Čisto za konec, če Donald Trump zmaga, a lahko pričakujemo proteste, nasilje? Vemo, kaj vse se je v prvem mandatu Trumpa dogajalo? Ja, tudi 2016 smo imeli proteste, ko je zmagal proti Hillary Clinton, tako da definitivno proteste si lahko obetamo, zlasti v velikih urbanih okoljih na obeh straneh države, se pravi na obeh coastlines, se pravi obalah. Sam upam, da ne bojo ti protesti prešli v neke prevelike izgrede. Je pa dejstvo tukaj, da bojo morali svoje narediti tudi vsi državni organi, da se ne bojo ponovili protesti bodisi BLM, se pravi Black Lives Matter leta 2020, ali protesti na vse zadnje sedaj, ko smo jih imeli na univerzah in tako naprej. Ne? Se pravi, absolutno pravica do protesta je v demokraciji nekaj, za kar se moramo prizadevati, seveda pa se konča ob nasilju in ob uničevanju imovine. In do tega upam, da ne bo prišlo. Dr. Igor Kovač, hvala za obisk na Domovini. Hvala vam. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost in bomo seveda z zanimanjem spremljali razplet ameriških predsedniških volitev.